Tudi danes bomo nekaj minut namenili kulturi. Tokrat na svoj račun prihaja Gledališče Koper. Tukaj sta njegova direktorica in režiserka Katja Pegan in pa mož, brez katerega enostavno ne bi šlo v gledališču, nepogrešljivi Dragan Klarica. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Sem prav povedal, da brez Dragana ne bi šlo? Sigurno ne. Torej, za Gledališčem Koper je kar nekaj zanimivih projektov, na katere ste kot direktorica najbolj ponosna. Pa ne mi reči na vse, ker verjamem, da ste, ampak katere bomo izpostavili? Mislim, jaz bi izpostavila to, da je to majhno gledališče kontinuirano, že od leta 2000 skrbi za raznovrstno ponudbo in produkcijo 5 do 6 predstav, profesionalnih predstav na leto, kar pomeni, da se intenzivno povezujemo predvsem s šolami. To je naše, predvsem bi rekla, osnovno delo, ta skrb za mlado publiko, z osnovnimi šolami, vrtci, kasneje srednjimi šolami in univerzo. Zato imamo tudi festival za otroke, Svetilnik se imenuje, v katerem je vsako leto, ne vem, 3000, 4000 otrok. Tu smo si zastavili cilj, da bi vsak otrok na obali šel vsaj enkrat na leto v gledališče, kar ni vedno tako običajna stvar, kot se sliši. Potem sem pa, kar se tiče nas, izredno ponosna na to, da smo mi gledališče, ki zelo povezuje, išče, vzpostavlja to skupno primorsko fronto z vsemi drugimi primorskimi gledališči, oziroma to je Goriško in Tržaško gledališče, in z obalnimi galerijami, ki so tudi en zelo velik in pomemben center kulturnega dogajanja na obali, pripravlja revijo Gledga. To je revija, v kateri predstavljamo svoje premiere in obalne galerije svoje razstave. To je revija, ki potuje po Sloveniji in intenzivno seznanja po drugih kulturnih institucijah v Sloveniji bralce z profesionalnim kulturnim delom, bom rekla, tega prostora. Mi si neprestano nekaj izmišljujemo, smo kreativni, ustvarjamo vezi, ustvarjamo koprodukcije z drugimi gledališči, tudi z gledališči, recimo smo imeli z Ateljejem 212 lani koprodukcijo. Mislim, da poskušamo se zdaj preko nekih gibalnih, plesnih, baletnih predstav za otroke približati tudi italijansko govoreči publiki. Skratka, skrbimo pa tudi za razvoj naših igralcev. Pri nas se igralci menjujejo, dobivamo vedno nove, mlade, jih vzpostavljamo. Skratka, skrbimo za nek specifičen žanr, ki se mu reče glasbeno gledališče. Pri nas imajo zelo veliko možnosti igralci, ki zelo veliko in dobro pojejo. Mislim, da so to neke take stalnice. Predvsem pa skrbimo, da je naš teater, ki je majhen in ki ne more delati večjih spektaklov, išče nove tekste, komorne tekste, ki na nek način reflektirajo čas oziroma govorijo o času, v katerem danes živimo. Veliko tudi gostujete, Dragan, mislim, da ste bili pred kratkim v Sarajevu. Tako je, ja. Mi smo v marcu gostovali na 30. Sarajevski zimi. To je bil festival, ki je bil leta 1984 kot nek spremljevalni program zimskih olimpijskih iger v Sarajevu. No, in so nas letos povabili kolegi iz Kamernega teatra in organizatorji festivala, da se udeležimo te 30. okrogle obletnice. Naslednji teden, 30. aprila, smo v Splitu na zaključnem večeru Maruličevih dnevov v Hrvaškem narodnem gledališču Split. Torej, v juniju odhajamo na eno tako mini turnejo in sicer od 12. do 16. junija gostujemo v Beogradu na odru Bitev teatra, v Zrenjaninu in v Kikindi, s katero že kar nekaj let sodelujemo. Tako na Kikindskem festivalu Male scene, in v mesecu juliju nas čaka še eno gostovanje, in sicer na 20. Zadrsko poletje. Tam bomo odšli z našo predstavo Parole, parole. Kako je koprsko gledališče sprejeto v tujini?
Mi smo vzpostavili v teh 14 letih pač en intenziven, taka intenzivna sodelovanja z njimi, in tako, da v bistvu je vsako leto se nekaj od tega realizira. Tako da odhajamo tam dobro opremljeni, tudi pod napisi za predstave in tako dalje, tako da mislim, da smo na tem področju kar uspešni. Katja, vi ste od vsega začetka direktorica Koprskega gledališča. Velik poudarek dajete komediji. Vsaj tak je moj občutek. Zakaj je taka odločitev? Komedija je, bi lahko rekli, avtohtona primorska vrsta, če bi jo primerjali z vinom ali s čem, ostalimi stvarmi, na katere smo ponosni in ki so tako rekoč domači. In to zakaj? Komedija je današnja, tako kot jo mi poznamo, je seveda najbližja sorodnica komedije dell'arte, to so potujoče gledališke skupine in ta stvar se je zelo razcvetela v Italiji. Ker pa smo mi na meji in živimo na tem pasu, smo tudi neke vrste prevodniki te italijanske kulture in te komedije, ki jo seveda mi po svoje oblikujemo, izdelamo in jo seveda potem posredujemo tudi naprej. Komedijo, ki smeši ta svet in na nek način povzdiguje malega človeka, to je pač neka taka matrica, je zelo prijetno in pametno igrati v narečju. Primorsko narečje pa je sploh nekaj, kar imamo radi, v katerem se lahko izrazimo. Skratka, ne bom odgovorila na vaše vprašanje, tako igramo komedije, ker samo to si ljudje danes želijo gledati, ker to vsi vemo, in je brez veze, da o tem govorimo, kako težko živimo in kako veliko svetlobe potrebujemo tudi v smislu tega, ampak da je to zvrst, ki jo je zelo težko igrati in ker prihaja iz Italije, jo tudi mi, se veste, sami imamo isto Kamlakar, imamo Borisa Kobala, ki sta mojstra tega in ni naključje, da sta se rodila tu in s to kulturo rasla. Katja, imamo samo še 30 sekund. Vem, da bo težko. Pripravljate tudi Primorski poletni festival. Kaj prinaša tokratna izvedba? Primorski poletni festival ima letos 20 let. Naredili smo ga v tistih davnih 94 letih. Do danes je preživel že vse oblike svojega vrha in tudi svojega težkega obdobja, ko je zanj zmanjkalo denarja. Z Nevo Zajec, ki je predsednica društva Primorski festival, s katero sva pred 20 leti skupaj tega nekako otroka poslali v svet, sva se odločili, da bo gledališče Koper, ki ima infrastrukturo tako v tehniki kot v ljudeh, letos pripravilo ta 20. jubilejni festival, ker si ta festival in ljudje, ki so ga delali, to enostavno zaslužijo. Sami pa več enostavno nimajo sredstev, da bi ga samostojno peljali dalje. Odlično. Hvala za pogovor. Želim vama še veliko uspešnih predstav. Hvala.